Še preden zjutraj vstopim v pisarno, me čakajo že 3 pripravljena navodila oziroma 3 pripravljene naloge, ki jih naredi moja AI ekipa brez mene, zato da si jaz med tem časom raje vzamem čas za mojo jutranjo rutino. In ta 3 opravila so samo 3 izmed večjih, ampak se mi zdijo zanimiva za bolj ali manj lahko vsakega podjetnika in podjetnico in meni osebno prihranijo vsaj 1 uro na dan, če ne celo včasih več. In pa predvsem pomembno je tudi to, da poskrbijo za stvari, za katere si mogoče niti ne bi vzela časa. Kot je recimo kakšna optimizacija, spremljanje kakšnih statistik in tako naprej, kar so zelo pomembni podatki, pa včasih, ko smo zasedeni, pozabimo in če nas pričaka samo poročilo in usmeritve, je lahko ne samo prihranek časa, ampak veliko, veliko hitreje lahko izboljšamo tudi svoj posel. Tako da danes ti v tem videu v naslednjih nekaj minutah pokažem 3 takšna opravila oziroma 3 naloge, ki jih v bistvu AI vsako jutro naredi zame. Običajno nekje ob 4 zjutraj, tako da do 6, ko jaz pridem, ali pa do pol 6, ko jaz pridem v pisarno, je v bistvu to že pripravljeno. Če si želiš narediti pa svojo AI ekipo, ki ti bo pomagala in prihranila vsaj kakšno urco na dan, spodaj pustila več informacij o srečanju, kjer ti pokažem, kako lahko za svojo AI ekipo prihraniš vsaj 1 uro na dan. In če je v tvojem poslu predvsem težava čas oziroma te nazaj drži, da nimaš dovolj časa, ne pa toliko ambicija, potem je ta programček oziroma to srečanje točno zate. Več bom pustila spodaj v opisu. Zdaj pa gremo kar pogledati prvo nalogo, ki jo v bistvu naredi vsako jutro asistent, in to je, da mi naredi povzetek vseh e-mailov in pa opozorila. Kaj točno naredi? Torej gre v moje maile, pač jih je več. 2 sta primarna, kjer pogleda, gre čez vse maile. To ne pomeni, da odgovarja na njih ali kaj takšnega. Pri meni AI nikoli ne pišejo takšne vsebine, niti za spletno stran, niti za družabna omrežja, niti za maile, odgovarjanje, kaj takšnega, ampak so pa tukaj pomočnik, ki mi lahko pomaga, da v bistvu res imam občutek, kaj se je čez noč zgodilo na mailu in ni treba iti čez vse informacije. Plus tega, sploh če smo naročeni na več novičk, mi pogleda, če so katere res takšne, da bi pa bilo vredno mogoče dati več pozornosti in bolj podrobno tudi prebrati. Se pravi, kaj naredi, je, da zjutraj pogleda torej vse moje maile in potem mi napiše, kaj v bistvu ne vem, če je kaj zelo nujno, zaradi tega, da je potem to tudi prioriteta. In potem, ko to naredi, mi v bistvu naredi v Asani, si v bistvu ti lahko kar pokažem, torej v Asani mi potem naredi v bistvu nalogo, e-mail povzetek opozorila, recimo to je za danes, kjer dobim potem vse, kar potrebujem oziroma kar pač me zanima, kar ima navodila, da mi naredi takšno poročilo. In zdaj, če si predstavljaš, če moraš iti čez vse maile in vse pogledati, ali pa če prebereš samo pač teh nekaj vrstic, je veliko, veliko lažje. Zdaj tukaj lahko vidiš, da so pač stranka 1, stranka 2, zaradi pač zasebnosti mojih strank sem seveda to anonimizirala, če temu tako rečemo, ampak samo da za občutek, lahko vidiš, kako to poteka. Najprej torej mi pove, komu moram nujno recimo odgovoriti, stranka 1, stranka 2, kaj se je dogajalo. Potem pogleda tudi torej novice, torej vse maile, ki so bolj kot novice, ker smo prijavljeni na kakšne novice in včasih seveda so kakšne ful dobre in bi jih res dobro prebrati in ni fajn, da mogoče jih spregledamo, tako da v bistvu tukaj nekako pogleda in mi svetuje, kaj bi bilo fajn recimo pogledati bolj podrobno. Potem pa v bistvu mi da še kakšno opozorila, če se kaj takšnega zgodilo, da moram biti še bolj pozorna, naprimer recimo tukaj, da je plačilo za eno skupino, v kateri sem vključena, je recimo ni šlo čez, tako da moram recimo tudi to pogledati. In pa seveda pogledati tudi potem na spletno stran, kjer mi sporoči, če je treba kaj moderirati. In tako lahko zelo hitro torej dobim recimo e-mail povzetek,
kaj se je dogajalo, to je pač zaradi tega, ker je v mail prišlo obvestilo in me to tudi tukaj opozori. Tako da je to en taki asistent, kjer ti v bistvu grečeš z vso vsebino in ti potem samo da tiste ključne informacije, ki so nekako, kako bi rekla, mogoče najbolj pomembne ali pa je fajn, da jih ne spregledamo. Druga zadeva, potem, ki jo imam in katero v bistvu mi dela, je v bistvu glas strank. To je v bistvu ena naloga, ki jo priporočam zraven maila, ker verjetno smo vsi na mailih, je tudi ta zelo pomembna za vsakega podjetnika pa podjetnico, ker velikokrat recimo slišim, ok, Maja, kaj pa, kakšne besede naj uporabljamo, ali pa da napišemo prodajno stran, pa zveni zelo strokovno, To je v bistvu naloga, kjer ti lahko AI pomaga, da počrpa v bistvu točno besede ali pa način izražanja, ki ga ima naša idealna stranka. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker bolj kot uporabljamo takšen način komunikacije, kot ima naša stranka, hitreje bomo prišli v stik z njo, lažje bo tudi prebrala naše vsebine, ker jih bo razumela, ker ne bojo preveč strokovne in tako naprej. In to je v bistvu lahko ena taka knjižnica, ki v bistvu potem tudi sproti lahko gradiš. In glas stranke je torej v bistvu popolnoma enako, mi pogledam na različnih virih in potem mi naredi spet, kako bi rekla, povzetek oziroma mi napiše 3 vzorce, ko prebere recimo komentarje v recimo enem spletnem programu, ali pa kaj drugega, lahko mi potem torej da, če je kakšna rdeča nit, če so kakšni vzorci, mi jih tukaj zapiše. In potem se jih jaz seveda lahko tudi shranim, lahko pa damo tudi, da jih on kar sam shrani in imamo potem tudi knjižnico tega, ko naslednjič recimo želimo kaj napisati. Tako da tukaj imamo, mi napiše 3 vzorce, ki jih je opazil, kaj se v bistvu ponavlja, kar je lahko tudi čudovito, recimo, če se ti neka tematika ful ponavlja, da potem lahko iz nje narediš ali mogoče kakšne novičke, mogoče kakšno objavo za družabna omrežja, mogoče kakšen blog, video, kaj takšnega. Tako da je v bistvu tukaj res lahko dobimo ogromno informacij in kot vidiš, lahko prebere samo nekaj vrstic, kaj ti je pač najbolj pomembno. Enako tukaj sem spet anonimizirala, drugače so imena ta prava, ampak seveda za zasebnost strank seveda ne bom tukaj pisala vseh, je anonimizirala. Drugo je potem, kaj je v bistvu bila recimo ena zmaga. Tukaj recimo zelo konkretno gre pogledati na mojo spletno stran, kjer imamo spletne programe in mi napiše, recimo, če je kdo napisal kakšno svojo zmago, kakšen svoj aha in tako naprej, kaj je tista mogoče ena najbolj pereča. In to za nas podjetnike si predstavljaš, da če zjutraj začneš dan in pogledaš, kaj je bila zmaga nekih mojih strank, lahko si predstavljaš, da se dan začne veliko drugače, kot če začneš z nekim negativnim. Tako da tukaj je torej ena zmaga in pa mogoče, če je kaj takega riskantnega, da se dogaja, je tukaj potem še opozorilo. Zdaj včasih tako kot zdaj ni nič takšnega, moram samo moderirati komentar, ni zdaj nič dramatičnega, ampak je fajn opomnik, da tega tudi ne pozabim. Potem je stanje kanalov, kjer mi pogleda torej Instagram, Facebook profil in pa LinkedIn in mi potem napiše, kakšna je trenutna situacija, če je tam kaj se dogaja, da ne rabimo iti na Instagram posebej, na Facebook pa LinkedIn posebej, ker meni, pa verjamem, da nisem edina, se potem velikokrat zgodi, da odprem kao Instagram, da pogledam samo, če je kako sporočilo za odgovoriti ali pa Facebook, in potem vidiš objavo in potem čez pol ure ali pa 1 uro ugotoviš, da si še kar na Facebooku, kar je zame škoda časa. Tako da v bistvu mi pogleda torej stanje kanalov, kaj se dogaja in če je kaj takšnega, da potem mi tukaj recimo pove, da se z eno stranko nekaj dogovarjava in pa z eno drugo tudi nekaj na LinkedIn. In to je v bistvu stanje kanalov, torej nič novega na Instagramu, Facebook je odprt, ena komunikacija, nič pretiranega, LinkedIn pa sem tudi že uredila. Tako da to je v bistvu to, kjer lahko v bistvu je kot nek glas strank,
kjer dobiš lahko res zelo veliko tudi informacij, ki ti lahko pač prihranijo ne samo ogromno časa, ampak tudi več energije. Pa tudi fajn je, ker ti res omogočijo, da se lahko fokusiraš na tisto, da ne greš res na Instagram ali pa družabno omrežje, pa potem tam zapraviš ogromno časa. In pa tretja naloga, ki sem jo želela torej deliti, je pa jutranje poročilo Lijaka. Jaz sem zelo rada naenkrat recimo, da delam ali pa optimiziram na en Lijak, in seveda, ko je en Lijak mogoče ga gledamo z lupo v podrobnogledu, je zelo fajn, da ga redno spremljamo. Ali ga je nujno spremljati vsak dan? Bi jaz rekla, da seveda ni nujno, razen če si firbec kot jaz in pač želiš imeti kakšno tako malo poročilo, zato da imaš res vse na enem mestu in da imaš, kot bi rekli, puls na prstu, da veš torej, kaj se dogaja. Sploh, če imaš mogoče tudi kakšno, recimo včasih, če bi imela kakšno v živo kakšen dogodek ali pa kakšno program v živo, bi seveda tukaj lahko potem to spremljala in imela na dan poročilo. In zdaj seveda to je naloga, ki mogoče niti ne bi šla tako podrobno recimo gledati, če pa dobim recimo v mojo aplikacijo Asana nalogo, kjer samo kot eno poročilo, kjer imam v minutki, vem točno, kaj se dogaja, pa je to zelo fajn. In to so mogoče velikokrat za te jutranja poročila, recimo so lahko zelo učinkovita, sploh če ne radi spremljamo recimo kakšnih statistik, kakšno je dogajanje, kje nam mogoče pušča, in tako naprej. Lahko v bistvu to izkoristimo, da nam v bistvu AI izbere nakup te podatke, da kakšne svoje nasvete, ne rečem, da so zmeraj pametni, včasih so res čisto brezvezni, ampak definitivno pa je fajn, da imamo na kupu torej, kaj se dogaja. Pa ti pokažem še tudi torej to, se pravi jutranje poročilo Lijaka. Trenutno imam v fokusu torej program magnetizacija, kjer v bistvu delamo tudi na Lijaku, in potem mi v bistvu napiše, recimo, koliko je novih naročnikov, potem tudi malo več o zaključku tega Lijaka. Tukaj sicer, ko sem prej rekla, da ima mogoče kakšno neumno, mislim, da tukaj je drop-off točke, torej kje je v bistvu v tem Lijaku ali pa v tem programu recimo največ ljudi, ker gre za ta program, ki je sestavljen iz večjih videov in seveda 100% ne bojo vsi zaključili vseh videov, to je čisto normalno, lahko tukaj potem spremljamo, kje se torej ljudje potem zgubijo, in potem tiste točke lahko tudi porabimo. Zdaj, tukaj seveda ne odpade 54, ker še jih je večinoma na prvem, drugem videu, tako da tukaj pač seveda so neke informacije, ki nam jih da, ampak vzamemo, torej razmislimo, a je to res, ali zdaj paniko zganjati, ali je pač to res, mogoče sploh AI nima vseh informacij, je okej, da je mogoče na to opozoril, ampak to ni luknja, ki pač je v resnici. Okay? In potem je še recimo eno priporočilo za danes, ki ga lahko naredim, ali pa tudi ne, če pač ni smiselno, ker pač recimo ni luknje. Okay? In tako lahko recimo v nekaj vrsticah imaš točno, in zdaj, če predstavljaš si, tudi če bi to bilo jutranje poročilo, ne vsako jutro, ampak enkrat na teden, in da recimo optimiziraš, pa če imaš več Lijakov, je potem recimo vsak dan en Lijak, in narediš eno nalogo, ki ta tvoj Lijak recimo izboljša, si lahko predstavljaš, da je na koncu meseca, na koncu tedna, oziroma leta, so lahko rezultati veliko boljši, pa niti ni toliko dela, če imaš točno pred sabo vse številke, ki jih potrebuješ. Tako da, te povabim, da si narediš mogoče tudi kakšne svoje AI pomočnike in da predvsem, da v komentar zapišeš, kaj bi ti najbolj koristilo ali pa kaj so tvoji največji izzivi v tvojem poslu, pa si želiš, da bi ti AI naredil to namesto tebe, in pa seveda, če boš te uporabila tudi sama oziroma sam. Če si želiš narediti torej svojo AI ekipo, ki ti bo prihranila vsaj 1 urco na dan, in kako to narediti, pa bom link torej do tega srečanja pustila spodaj v opisu. Uživaj in lep dan!
Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.